Dragi sledilci kanala Greg Skort, lepo pozdravljeni vnovič v novem blogu. Danes se bomo posvetili predvsem glavni temi slovenski košarkarski reprezentanci. Za nami so prvi tekmi proti Grčiji, to, kar smo se zelo veselili. Nažalost, Grčija v okrnjeni zasedbi brez glavnega zvezdnika Antetokounmpa. Sicer pa sama izkušnja oziroma izkušnji z Grki tudi nam nista prinesli nekega posebnega veselja, efekta, ampak o tem v nadaljevanju. Najprej upam, da ste v redu, upam, da ste v teh časih ujme obdržali svojo lastnino, svoje domove nepoškodovane. Žal, verjamem, da marsikdo, ki to posluša, ni imel takšne sreče. Samo zaželim vam lahko, da čim prej rešite te težave, da se to vreme pošlihta in da lahko zaživimo kar se da normalno naprej. Tukaj pa res, narava je pa močna, proti njej ne moramo nič. Mogoče lahko sami kaj v prihodnje storimo, da jo čim manj sami poškodujemo, ampak to so že neke druge teme. Če se vrnemo k košarki, Grčija nas je dvakrat premagala. Druga tekma, mogoče celo malo bolj gladko kot prva doma, pa vendarle. V glavnem, če ste tukaj z nami vnovič, prvič kakorkoli, vabljeni, da se mi pridružite na mojem kanalu, da se naročite na moj kanal, da boste o podobnih analizah takoj obveščeni. Sami veste, da dobite tudi kakšne highlightse, luke, včeraj poškodbe Čančarja, tudi v tem nadaljevanju in tako naprej. Torej, vabljeni, da se naročite. Tekma, zdaj, če damo neke pozitivne stvari, žal jih je nekoliko manj, kot sem predvideval. Pozitivno je to, da je Luka v formi. Fiksna dile, kako je to težko reči, vse smo vedeli, da bo Luka v formi. Luka igra na 35-40%. Res je težko govoriti o nekih pozitivnih zadevah, mogoče le to, da so to prve tekme, da bi bilo mogoče zaskrbljujoče, če bi Slovenija že zdaj bila v neki formi, formi, in bi potem samo še šlo navzdol. Zato bi bilo celo čudno pričakovati, da bi že na začetku priprav bilo vse idealno. Seveda ni, bomo izpostavili, kaj ni, ker je treba reči bob, ker ni. Začenši samo igro Slovenije, ki se nekako zdi, da nima pravega repa in glave. Luka se sicer trudil, da bi zelo razigraval svoje reprezentante, ki mu še niso nekako dosti, oziroma dovolj mu še niso vračali. Imel je na prvi tekmi kar 14 asistenc z nekaj izjemnimi podajami, tudi čez celotno igrišče je poskrbel, da so tudi navijači se dvignili iz svojih stolov in so začeli mogoče malo bolj spodbujati. Na tem mestu zelo sem presenečen, koliko dresov in pa majic Luke Dončića sem videl v Stožicah, to je res neverjetno. To je pozitivna stvar, mogoče malo izven parketa, pa vendarle. Skrbi forma reprezentantov. Govorimo o Zokiju Dragiću, o Klemnu Prepeliću, o Jaki Blažiću, pa bomo se še dotaknili vsakega posebej. Skratka, ne morem reči za enega reprezentanta, da je že v neki formi, razen Luke, ki sploh ni pokazal vsega. Ponavljam, časa je dovolj. Tudi tale dvoboj Sekulić tudi, mislim, da ga je tudi zgladko dobil, najprej za agresivno obrambo na prvi tekmi, na drugi je še obveljala prednost domačega igrišča, ampak sam začetek tekme me je tako zmotil, pa ne delni rezultat, ko so takoj povedli Grki. Vlekli smo se kot megla na parketu. Nobenega žara. Seveda je bil, volja je bila, vse, želeli so si, ampak nekako so to res premalo pokazali. Nešteto napak, se to je značilno za prvi del, ampak ne vem, takšne osnovne napake, ki si ne bi predstavljal, začenši z Klemnom Prepelićem, kar nekaj osnovnih napak v podajah proti Dimcu, mogoče tudi njegovo odkrivanje ni bilo najbolj idealno, ampak okej. Vse zato so priprave, da se to izboljša, ampak mogoče malo preveč tega, res preveč. Zoran Dragić nikakor se ne najde v tem trenutku, kot da je totalno izven forme. Resnično upam, da še dovolj časa, da jo jame. Pri Blažiću nekako pričakovano, da proba, da se trudi, da mu še nekako ne gre, za njim je zelo težka sezona, tudi operacija hrbta. Pri njem sem najbolj pričakoval, da rabimo čas. Je pa mogoče še malo manj v neki klasični košarkarskem ritmu,
kot sem pričakoval. Jordan Morgan se kar vklopil v sistem, me pa skrbi, da ostali igralci še nekoliko premalo čitajo njegovo igro. No. To bi si želel še malo več. Na Sport klubu sem na Instagramu videl en tale reel video, ko se snema predvsem govorico Aleksandra Sekuliča in pa pomočnikov. Zelo so v tekmi, zelo mi je všeč to, ampak same ideje na terenu, tisto, kar šteje, tole pa še pogrešam. Tole pa v tem trenutku ne deluje ok. Sledi tekma proti Črni Gori v Stožicah v torek. Upam, da se nek sistem malenkost drugače vzpostavi, predvsem, da ne dobivamo nekih metov, toliko metov preko roke, malenkost bliže je treba vseti, malenkost agresivneje. Pomoč v obrambi je zaenkrat ampak je preslaba, prešibka, predvsem zamujamo, pa tudi skok bi se dal izboljšati, je pa tu deficit višine. Ne? Imamo Žigo Dimca, ki je najbolj primerno košarkarsko visok za centra, vemo, Jordan Morgan je veliko bolj gibljiv, primanjkuje pa tukaj višine. In zdaj še Vlatko Čančar, ne. Zdaj smo še pa upam, da nismo Čančar izgubili, ker tole bi pa bila, kakšna katastrofa. Drugega najboljšega igralca zgubiti pred svetovnim prvenstvom, tip ima v žepu iz minule sezone NBA naslov. Danes bojo znani rezultati, kaj se dogaja z njegovim kolenom, če kdo ne ve, v mojih prejšnjih videih bo lahko videl, kaj se je zgodilo v bistvu pri zabijanju. Je pristal na nogo in ga je zapeklo v koleno. No, vse bolečina je bila jasna, tudi neki posnetek se je že pojavil potem, da šepa. Zelo me je to spomnilo na Eda Muriča, ki je v bistvu podobno poškodbo doživel v zadnji tekmi rednega dela sezone. No. Ne rabimo tega, res ne rabimo. Luka Dončić, kaj povedati od njemu, vidi se, da je hiter, da ima tiste strašne podaje, met situacija iz prve tekme, prosti meti, prvih 5 zadane, mi tisto na tribuni dejansko, vidi koncentracije, končno, se mu je dobil feeling za prosti met, ne moreš verjeti, eden izmed najboljših košarkar na svetu. Naslednji 6 mimo. To ne moreš verjeti, ne. Ampak dobro, lejte, tudi to se še da malo uravnati. V glavnem, jaz upam, da bo odslej naprej šlo pa vendarle na bolje. Ker tole ni kazalo dodatna težava, kot rečeno, je poškodba Čančarja. Dajmo zdaj graditi na nekem boljšem. Odgovori Sekuliču iz teh 2 tekem morajo biti jasni, ne štimajo zadeve, potrebno bo popraviti, osredotočiti se na zadeve na treningu. Pol bomo pa videli, kako zadeve delujejo, se pravim, že v torek proti Črni Gori. Ena zanimivost, še, ko sem že na začetku tele poplave ujme omenil, ne. Matej Mohorič je včeraj zmagal, mislim, da dirka na Belgiji ali karkoli je bila, tu meni je imel za besedo, glavnem eno dirko je zmagal, takoj, ko že po zadnji zmagi na Turu se je osredotočil na vse zadeve, ki se dogajajo v Sloveniji v tem trenutku in bo namenil tole denarno nagrado za pomoč prizadetim, pač kolikor je v njegovi moči, kot sam pove. Ampak res je zanimivo, kako je to srčen človek. Ne? Če gremo malenkost ravno od košarke, resnično vedno v svojih intervjujih po kolesarski dirki se predvsem Matej Mohorič ozre na dogajanje okoli njemu. Res je zelo takšen srčen človek, čustven, razumevajoč in to se mi, pa ne samo pri njej, pa še tudi njemu, pa še marsikomu drugemu zelo dopade. Ne dajo pozornost toliko na samega sebe in pa uspeh, ki so ga doživeli, ampak se enostavno poistovetijo situacijo, ki je v tem trenutku neprimerno bolj pomembna. Se vsi zavedamo, da je šport neka postranska stvar, ki nas zadovoljuje, ki zadovoljuje naše apetite in nas včasih zavestno in pa tudi nezavestno potegne iz neke realnosti. Nam odgovarja, seveda. Ampak vseeno potem, ko tista športna aktivnost mine ali kakršnakoli druga zadeva, gremo nazaj v realni svet. In takšen je Matej Mohorič in s svojimi izjavami nas velikokrat spravi na realna tla in v bistvu
ves pomen je tale, da moramo biti na koncu vendarle človek, sočloveku, ne. Niso vse športne zmage, uspehi in tako naprej, vendarle moramo včasih poskrbeti za drugega in na tem mestu poziv vsem, če ne lahko pomagamo drugim, če ne drugega, pa zaželimo en drugemu srečno, gremo skozi te nenormalne naravne ujme, no. Do naslednjič, Gregor sem bil z vami iz Greg Skorta, če ste tukaj novič, prvič, kakorkoli, dajte se naročiti na moj kanal, no, vsaka podpora seveda res izredno dosti pomeni, no, in to daje tudi na nek način meni neke nove energije za to, kar počnem. Lepo bodite, ostanite zdravi, ostanite varni. Lep pozdrav.